V nedeljo bomo po 5 letih ponovno izbrali prvega moža Republike Slovenije. Pogosto, tudi izhajajoč iz kampanje, se zdi, da od njega pričakujemo preveč. V ustavi je namreč med drugim določeno, da predsednik predstavlja Republiko Slovenijo in je vrhovni poveljnik njenih obrambnih sil. Dejstvo je torej, da je funkcija predsednika bolj reprezentativna. Ne glede na to so mnenja ljudi o pomembnosti institucije predsednika republike zelo različna. Pa ja, še kar. Ne, sploh ne, nimam besed. Pomemben je tako, kako je pomemben, po naši zakon, po naši zakonodaji. Ne? V bistvu za zunanji svet, da nas dobro predstavlja. Ja, je pomembna. Pri nas je samo formalna. Ne pomembna. Zelo pomembna je res, da se zdaj dosti govori, pa kar na nek način načeloma drži, da je simbolična, ampak mislim, da ima zelo dosti vzvodov in zelo dosti moči. Je kot neka častna funkcija in ima on bolj protokolarno, da zastopa državo od zunaj, znotraj pa ima večji del vlada pristojnosti. Ja, zelo pomembna in zelo odgovorna. Seveda se mi zdi pomembna, da je pravi predsednik, ne? Da nekaj naredi. Ne? Jaz mislim, da nekaj dosti, ne? Pač tisto pooblastila, kar ima, ne? To je vse. Ja, funkcija je pomembna, samo jo mora znati upravljati. Ja, še kar pomembna. Državljani se zavedajo, da ima predsednik v Sloveniji premalo pooblastil, pa tiste, ki jih ima, poznajo? Vseh pa ne. Ja, ne najbolj. Poznam. Minuje veleposlanike s privolitvijo skupščine pa tako dalje. Bolj ali manj formalno. Skrbi za varnost pa to v državi. Skoraj večinoma so mi znane. Ne? Poznam, gledam po televiziji. Ja. Nima dosti pristojnosti, ampak nekaj pa ima. Volilna udeležba se od enih do drugih predsedniških volitev zniža. Strokovnjaki so mnenja, da se bo ta trend nadaljeval. Sodeč po našem vzorcu pa bodo volišča kar obiskana. Se bom udeležil 100%. Verjetno da. Sem se že udeležil? Bom, ja. Seveda. Ja, seveda. Mene zanima sploh. Ja, seveda se bom se vsakokrat. Še razmišljam. Sem se že? Ja. To vedno grem, ja. Seveda? Ja, se bom, ja. Vsekakor. Kako prenosljiv ali neprenosljiv je naš vzorec na populacijo, bo pokazala volilna nedelja, ki bo odgovorila tudi, ali bomo predsednika za mandatno obdobje 2017-2022 dobili že v prvem krogu.